Zdravo, jaz bom predstavil svoj referat do konca in še čez filmska in literarna kritika kot, zahteva po radikalnosti. Govoril bom pa, o nekem kritiškem aspektu, ke me v bistvu že dolgo, mede oziroma bode, in sicer gre za neki kriterij, za katerega sem opazil, da mu sledim, ko ocenjujem različna, filmska in prozna dela, ki ga na neki način tudi, stalno iščem, zato je ta esej ali predavanje naravnan kot samorefleksija nečesa, čemur sem doslej pri ocenjevanju mogoče bolj sledil kakor nekemu občutku. Mogoče ta kriterij ni dovolj širok, da bi vanj sodila vsa dovršena dela, mogoče po drugi strani tudi toliko širok in splošen, da bi lahko v njega z malo truda pri argumentaciji spravili karkoli, ampak zato, ker vem, da je pač osebno ta kriterij meni pomemben, se mi zdi edino pošteno poskusiti vsaj govoriti o njem. Tako da recimo, da je delovna verzija tega kriterija vprašanje, ki se mi vedno znova vrača, in sicer, a je neko delo radikalno razvilo svoje nastavke, a je šlo do konca in kaj v bistvu to, da gre do konca, sploh pomeni in kaj, kako se sploh zgodi to radikalno, razvitje nastavkov. Najbrž bo najboljše, da ponudim tukaj nekaj, filmskih primerov, za katere se mi zdi, da te kriterije izpolnjujejo, oziroma za katere recimo po neki intuiciji vem, da so šli do svojih mej, da so uspeli pokazati meje svojega sveta, nekaterih pa tudi prebiti. Po drugi strani bom pa za kontrast poskusil pokazati tudi, primere, za katere se mi zdi, da imajo določene nastavke, ker vsako delo pač ima neke določene nastavke, in, druge kvalitete, ki pa pač niso bili po nekem tem kriteriju, dovolj radikalno razviti. Tukaj bi začel z avtorjem, ki mu v bistvu to uspeva z vsakim svojim delom, in sicer gre za režiserja Davida Lyncha. Pri Lynchu velja ta občutek, da gre v svojih delih do konca in še čez, in, zato predvsem za njegova kasnejša dela velja, da ima nekako dvodelno strukturo, ki jo recimo Todd McGowan v svoji psihoanalitični monografiji The Impossible David Lynch poimenuje svet želje in svet fantazme. In tukaj bi samo opozoril, da psihoanalitično razumevanje fantazme kot narativnega zastrtja nekih antagonizmov predstavlja ključno referenco. Pri Lynchu se nekako vedno zgodi to prebitje meje oziroma okvira, v katerem zastavi del svojega filma. Gre za trenutek, ko se zavemo, da se nahajamo znotraj določene narative oziroma natančneje fantazmatske narative, kar pa ni samo neki postmodernističen trik, s katerimi se vzpostavi ontološko višje ali pa nižje ravni bivanja, se pravi svet realnosti in svet fikcije, ampak gre, glih za nasprotno, se pravi, bodisi je svet fikcije, se pravi fantazme, na neki način resničnejši, ker predstavlja koordinate, v katerih se artikulira posameznikova želja, s čimer je pokazana moč fikcije, bodisi je svet realnosti podložen s svetom fikcije, se pravi, svet fikcije podpira svet realnosti. In v luči tega se zdijo tudi, izjave a la prepletanje realnosti in fikcija že malo tavtološke, ker pač realnost ne obstaja brez fikcijskega dopolnila. In ko se pri Lynchu zgodi ta preboj iz te fantazmatske fikcijske dimenzije, je to ravno trenutek preboja iz fantazmatskih oziroma fikcijskih koordinat, ki služijo kot nujna opora svetu socialne realnosti. Se pravi, zgodi se preprosto povedano zavedanje teh fikcij, ki delajo običajno življenje vzdržljivo. Se pravi, zgodi se ločitev teh fikcij od življenja, ki ga podpirajo. Te fikcije oziroma fantazme so pri Lynchu prignane do skrajne točke, kjer se po eni strani z načinom filmskega prikaza ločene od realnega sveta, po drugi strani se pa ravno v trenutku njihove pospešitve, radikalizacije in prehoda zgodi njihova suspenzija, se pravi, da nehajo delovati, da nehajo biti operativne in da se subjekt naenkrat znajde v neki sivi socialni realnosti, v praznini svobode, onkraj fantazme, v nekem brezbarvnem svetu, ki ga ne podpira več njegova poglavitna fikcija. Se pravi, subjektu je nekdo izpod nog spodmaknil neko njegovo simbolno mrežo, s katero je bilo življenje vzdržljivo, zaradi katere je imelo neki smisel,
in naenkrat se znajde pač brez te mreže v nekem breznu. Pred leti smo lahko v slovenski kinoteki videli odličen film Ne glej mi v krožnik hrvaške režiserke Hane Jušić. Ta prikazuje Marjano, to je punca na prehodu iz najstništva v dvajseta, ki živi v Šibeniku, v precej trdnem primežu svoje družine, kjer očetu prinaša denar iz službe, skupaj z bratom, ki je še starejši, pa delujeta v bistvu kot ena dva otroka. In ta svet se začne krhati v trenutku, ko oče doživi infarkt. Takrat Marjana začne vedno pogosteje zapuščati dom, iskati avanture in tako naprej, ampak poanta je pač ta, da so vse te bežne avanture samo neke nedolžne transgresije, ker ne spreminjajo zares njene ujetosti, se pravi njenega mesta znotraj družinske celice, kjer zdaj namesto očeta poveljuje mama. In radikalen trenutek se zgodi šele takrat, ko se ona odloči zapustiti Šibenik in se usede na avtobus proti Zagrebu. In odlika tega filma je glih v tem, da se ne pusti zapeljati nekim fantazmatskim podobam svobode, ampak da prikaže glih to travmatičnost te svobode, ki pomeni izgubo prejšnjih simbolnih koordinat. Se pravi, Marjana se naenkrat znajde v breznu, obidejo slabost, histeričen jok, nobeno zaledje ali pa fikcija, kakorkoli si je že upirala, ne vzdržuje več njene identitete, znašla se je v svobodi, ki pa je v bistvu trenutek praznine pač čisti skok v neko brezno. In tega pritiska svobode ne vzdrži in se vrne nazaj v Šibenik. In tako v bistvu začne tudi njen oče počasi okrevati po infarktu. In kljub načinu, kako se Ne glej mi v krožnik zaključi, vseeno uspe artikulirati neko mejo svojega sveta in tudi samo travmatičnost preskoka te meje. In to mogoče še bolj vidno postane, če ta film kontrastiramo z dokumentarcem Volčja druščina, ki je bil prikazan par let nazaj na Lifu, režiserke Kristel Mosel, ki je tudi v bistvu zaradi svoje zgodbe požel precej pozornosti, ker tukaj prikazuje skupino 6 bratov, velikih filmskih obsedencev, ki v bistvu oče že od rojstva drži zaprte v stanovanju, mislim, da v New Yorku, in iz katerega grejo lahko le redko na prosto. Mislim, da neko leto sploh niso iz tega stanovanja mogli iti. In se pravi, režiserka Mosel lahko od k njim na obisk in dokumentira njihovo življenje, vse do trenutka, ko očitno tudi svojo intervencijo pripomore, da se njihov svet malega stanovanja, ki mu vlada oče, razpre in da iz njega izstopijo. In glih na tej točki film v bistvu pogori, ker ne zna prikazati glih te travmatičnosti izgube simbolnih koordinat in tesnobe, ki se mora pojaviti ob tej samostojnosti in ob prvem stiku z zunanjim svetom in njegovimi strukturami, potem, ko so bili v bistvu bratje celo življenje izolirani od tega sveta. Se pravi, je režiserka tukaj nezmožna opovedati trenutek njihove svobode, zato to nezmožnost prekrije z nekimi čistimi fantazmatskimi podobami, kakor bi gledali neke reklamne panoje, in v bistvu bolj kakor za dejansko izkušnjo svobode v njeni travmatični dimenziji, gre za izpraznjene simbole svobode, ki doživijo vrh s podobo enega od bratov kot štoparja, ki mu lase fotogenično mrši veter. Se pravi, film glih ne zna narediti preloma z neko svojo narativo, ki gre proti srečnemu koncu osvobajanja vseh članov družine izpod očeta, ne zna izvesti trenutka samorefleksije lastne narative, ne zna se soočati s tem, kar leži onkraj narative in onkraj, čeprav še tako utesnjujočih, ampak obenem varnih in smiselnih simbolnih koordinat. In to je sploh neki trenutek, ki ga velja poudariti, se pravi trenutek, ko pride do zavedanja lastne narative, do zavedanja fikcij, ki jih subjekt ali pa skupnost pripoveduje sama sebi in ki mu oziroma ji tej skupnosti pomagajo preživeti ali pa vsaj narediti realnost znosno. Se pravi, fikcije, ki služijo kot neki okvir dostopanja do realnosti. In zdi se, da je ena od glavnih nalog umetnosti glih v tem, da se zave teh fikcij, s katerimi njeni liki ali pa skupnost dostopa do realnosti in okvira, se pravi, da se zave, znotraj katerega okvira biva oziroma bivajo v realnosti. In v tem smislu lahko mogoče razumemo tudi pojav pasivnega junaka, ki je pri nas dobil neki določen negativen prizvok, čeprav je
glih njegova pasivnost, njegova letargija lahko znak tega, da se je znašel izven zgodbe, se pravi izven smisla, izven fantazmatskih koordinat, ki bi angažirale njegovo željo, ki bi na neki način erotizirale realnost, v katero bi se želel vključiti. In prav pasivni junak je tisti lik, ki se je na neki način že znašel onkraj fantazme v neki lebdeči praznini. Zato je naloga pol take literature tudi, da razišče neke družbeno-intimne okoliščine te pasivnosti in mogoče pri tem tudi odkrije, kako je prav življenje pasivnosti lahko, ne pa nujno, no, postalo neki način upora proti svetu, v katerega se posameznik noče zares angažirati. Kako je v bistvu lahko tudi pozicija, ki deluje onkraj fantazmatska, na neki način prav tako umeščanje v neko določeno narativo, v neko določeno držo, mogoče bi bil primer tega Bartleby. Skratka, ne moremo zaključiti prehitro. Tudi taka pozicija si lahko o sebi pripoveduje neko zgodbo umeščenosti človeka, ne vem, v zasičenost kapitalizma, nezmožnost avtentičnega stika, otopelost pred stalnim navalom podob in podobno. Pojav umeščanja sebe v določeno narativno-fantazmatski okvir ni značilen samo za sodobnost, kjer pač vsi gledamo filme in serije, ki s svojimi tropi pomembno zaznamujemo način, na katerega dostopamo do realnosti. Najbrž je pač vsakemu znan pojav umeščanja v določeno vlogo, žanrski obrazec, po drugi strani pa so tudi realnost in naše lastne okoliščine stalno podvržene ukvirjanju v določene fikcijske situacije. In glih zaradi tega postane umeščanje popkulture v pripovedi tako pomembno, zato ker je glih popkultura tisti okvir, pred katerega bo sodobni posameznik najlažje vstopil v stik s svetom. Že en od prvih velikih evropskih romanov, Don Kihot, je v bistvu refleksija točno teh fikcij, s katerimi gre posameznik v svet, s katerim si svet na neki način naredi zanimiv, si ga opomeni, si ga naredi znosnega, se pravi, nočna posoda postane Mambrinov šlem, mlini na veter postanejo velikani, sosednja kmetica pa princesa Dulcinea Toboška. In tako se mi zdi danes ena glavnih nalog in literarne in filmske kritike, predvsem opazovanje, a pripovedi reflektirajo neke svoje lastne fikcije in na te fikcije priženejo do roba in dosežejo neki trenutek, ko so lik, skupnost ali pa bralec soočeni vsaj slutno antagonizma med realnostjo in njeno narativno podporo. Tukaj bi v bistvu omenil kitajski neonoir izpred 2 let, Dolgega dne potovanja v noč, Long Day's Journey into the Night, ki je bil osebno ena najbolj intenzivnih filmskih izkušenj zadnjih let. Film je dvodelen in podobno kakor recimo poznejši Lynchovi filmi na neki točki vpelje zelo opazen formalni prelom. Kamera takrat naenkrat ni več zgolj recimo neki objektivni opazovalec, ki uokviri kader, ampak se skupaj z liki giblje po prostoru in pri tem menja perspektive. Potovanje pa s tem doseže neko čist samosvojo zmes realnosti, sanjskosti in zelo intenzivnega občutka nahajanja v samem filmskem svetu. Predvsem tako, da gibanja kamere skoraj 1 uro ne prekine montažni rez, čeprav se zamenja dosti enih različnih lokacij in scen. In se pravi, prehod med svetom, to je prvi del, v katerem glavni lik še išče fantazmatsko femme fatale, v obstoj katere še vedno verjame, in svetom, drugim delom, v katerem je ta fantazma femme fatale odsotna in jo lahko kvečjemu poskuša rekonstruirati. Se pravi, prelom med tem svetom zaznamuje neka formalna sprememba v samem filmskem izrazu. Se pravi, zamenjavo filmskega registra nam režiser Bi Gan tudi formalno pokaže poskus prebitja na drugo stran in na v bistvu tudi trdovratnost fantazme. Podobno, kot to stori tudi Lynch, ko se iz fantazme, ki je posneta kot recimo na način nekega tipičnega hollywoodskega realizma, kakor recimo v Izgubljeni avtocesti, premakne v svet socialne realnosti, kjer so prisotne narativne diskontinuitete, prostorska dezorientacija, občutek čudaškosti v pogovorih,
neki čudni abstraktni šumi namesto glasbe in tako naprej. Tako da forma in vsebina nista ločeni, ampak doživita neko zlitje, kjer ne obstajata ena brez druge. In tako Lynch kot Bigan v svojem delu kot eno temeljnih struktur, ki jo prek sveta povezujejo njuni liki, v bistvu prikazujeta elemente filma noir. Tukaj se zdaj v bistvu izkristalizira še en pojav, ki prav tako predstavlja enega ključnih, vsaj mojih osebnih kriterijev pri ocenjevanju del, in sicer pospešitev neke subjektne pozicije v položaj drugega. Prelom v perspektivi, ki se naenkrat znajde v poziciji drugega. Mogoče si tukaj pri razumevanju tega lahko pomagamo s podobo Möbiusovega traku. Se pravi, gre skratka, podobno kakor pri prekoračenju fantazme, za napredovanje po neki liniji, za njeno stopnjevanje do te mere, da se naenkrat znajdemo na njeni hrbtni strani. In pri tem seveda ni nujno, da bi film ali pa knjiga dosegal onkraj s tem, da bi se lik uvedel lastnih narativnih koordinat, ki bi jih prignal do konca in jih s tem za trenutek razblinil, ampak enostavno zato, da se lik znajde na drugi strani, na položaju drugega, s čimer bodisi sebi, bodisi bralcu, gledalcu oziroma obema omogoči izkušnjo razumevanje tega, kar mu je prej predstavljalo drugost. Ta primer sem hotel ponazoriti z nekim filmom, ki bi bil v nasprotju z Lynchem bolj ukoreninjen v recimo realnosti ali pa v socialnem realizmu, ali pa v delavskem razredu, kjer odpade neko meščansko razumevanje želje kot iskanje osebne zadovolitve, ampak se želja znajde v koordinatah pogoja za preživetje. In tukaj mi je v bistvu prišla na misel najprej ta italijanska neorealistična klasika Tatovi koles, kjer glavni lik Antonio v razdivjani povojni Italiji končno pride do službe, mora takrat izpolnjevati samo en pogoj, in to je, da mora imeti svoje kolo. Ampak ko kupi to kolo s svojim zadnjim denarjem, mu ga kmalu ukradejo. In po raznih peripetijah se zgodi, da sicer najde mladega tatiča, ampak se mu pri tem odkrije svet, ki je še bolj beden od njegovega, se pravi tatvina, ki je bila ves čas razumljena kot krivica, ki je bila storjena revnemu, še bolj na široko razpre sliko socialne bede, kjer je kradel nekdo, ki ima še manj kot on sam. In ker Antonio svojega kolesa ne dobi nazaj, se na koncu filma znajde v poziciji tega, ki je cel film predstavljal drugega, torej tatu, ki nekomu stori krivico, pri čemer se ravno prek njegovega privzetja vloge drugega tatu razkrijejo socialni pogoji, kamor je ta drugi tat, se pravi drugi kot tat, svojo tatvino umeščen. Ko se Antonio tudi sam znajde pred dilemo, ali krasti ali ne, se občutek krivice, ki mu je bila storjena, prelevi v občutek krivičnosti sistema kot takega, v katerem se nahaja tako Antonio kot mladi tat, ki je bil prej na strani recimo storilca krivice. In prav zaradi ravnokar opisane strukture se mi zdi recimo roman Vitomila Zupana Potovanje na konec pomladi tudi eno njegovih najboljših del, zato ker raziskuje glih ta postopek, v katerem subjekt postaja drugi, pri čemer je glih to postajanje drugi korelativno s krhanjem neke fantazmatske predstave o tem drugem, ki ga subjekt v fantazmi napolni s svojimi predstavami. Se pravi, subjekt se mora tukaj soočiti z drugim, tudi v smislu nekega strukturnega mesta oziroma simbolne pozicije, ki jo ta drugi zaseda. In glih izkušnja drugosti, ki je dosežena po preboju neke te fantazmatske predstave o tej drugosti, in fantazmatska predstava drugosti se pojavi praktično vedno, se mi zdi tudi ena temeljnih nalog umetnosti, tako filma kot literature. Pomembnost te neke formalno-vsebinske sinergije se pa kaže predvsem, ko ta ni povsem temeljito oziroma enakovredno izvršena, kar lahko vidimo na primeru dveh kratkoproznih zbirk, ki med drugim tudi nakazujeta begunsko problematiko. To je Križišče Franja H. Nadžija in Fogato Veronike Simoniti, obedve sta izšli v zadnjem letu oziroma letu pa pol. Zbirki imata v bistvu glih diametralno nasproten problem. Če je recimo Križišče vsebinsko napredno, je še vedno artikulirano v nekem zastarelem jeziku,
In če je Fogato Simoniti izpisan v nekem zelo preciznem občutku, z močnim občutkom za detajle, pa je linija zbirke recimo vsebinsko bolj konzervativna. Pri Nadžiju neka napredna vsebina ne more priti zares do izraza, če je izrečena v preživeti formi, pri Simoniti se pa tudi dovršena forma prevesi v neko nostalgično stilizacijo. Se pravi, Nadži, če sem bolj konkreten, popisuje združitev zavesti človeka in računalnika, pri čemer v skladu z vsebine ne izpelje nekega radikalnega preloma v samem jeziku, še vedno je prisoten občutek, da govori zgolj človek, ki se je znašel v računalniku, ne pa neka nova misleča entiteta, ki bi zahtevala svoj jezik. Tu recimo uspe izpeljati Andreju Tomažinu v zaključni zgodbi Anonimne tehnologije, kjer je tudi na nivoju pisave forme zaznati ta vsebinski spoj človeka in računalnika. Veronika Simoniti po drugi strani svoj Fogato začne izredno udarno, s problematiko beguncev od Sirije prek Bosne do robov Slovenije, kjer so prisotni le kot slutnja, kot neka prihajajoča prisotnost. In če Simoniti sicer zaznava neke zelo sodobne družbene tenzije, pa nadaljevanje njene zbirke zavzame bodisi držo umika v osebno, bodisi nostalgičnega obrata v Poletja ob morju, ko se v vidnem polju brezskrbno počitnikujočih še niso znašli begunski čolni. Doslej sem izpostavil dve lastnosti, se pravi refleksija lastnega narativnega okvira, potencialno prebijanje tega okvira, refleksija fikcije, ki strukturira dostop do realnosti, in potencialno soočenje s poljem travmatične svobode, ki je ne podpira fantazma. Po drugi strani pa tako intenzivno napredovanje po Möbiusovem traku, da se subjekt znajde soočen z drugim, da se v bistvu znajde na poziciji drugega. Pa naj gre za pozicijo lika ali pa za pozicijo bralca oziroma gledalca. Se pravi, da se skratka zopet zgodi neko določeno prebitje začetnega okvira, da se ravno glih prek tega prebitja začetnega okvira vzpostavi refleksijo in kontekst tega okvira, da lik ali pa bralec, gledalec doseže pozicijo, ko lahko nase in svojo situacijo pogleda s pozicije drugega, pri čemer lahko doživi tudi pogoje tega drugega. In pri tem se pokaže še tretji način doseganja te intenzivnosti, in sicer tukaj pa mogoče glih nasprotno z doslednim vztrajanjem na lastni poziciji. V to kategorijo bi se lahko uvrstila vsa dela, ki izvedejo trenutek samorefleksije glih z doslednim ponavljanjem enakega, se pravi z liki, katerih pozicija se razkrije bodisi kot načelo, ki mu ostajajo neomajno zvesti, ali pa ki ga morajo sprejeti kot svoj lastni okvir. Bodisi s pasivnimi junaki, ki se ne odrečejo svoji pasivnosti, bodisi zlobneži, amoralneži, kriminalci in drugimi, recimo temu prestopniki, ki ne glede na okoliščine ostajajo zvesti svoji poziciji, oziroma ni nujno, da ostanejo sami zvesti, lahko da jih tudi njihova pozicija ujame, da pač ne morejo več iz nje. Bodisi z liki, ki obstajajo na ravni čistega imidža, čiste površine, ki se na neki način nadidentificirajo s to svojo površino. In v teh situacijah se njihova, pa naj bo to pasivna, nestrpna ali kakršna že koli druga drža, izkažejo za aktivno pozicijo v svetu, ki se ne bo spremenila, ki je ne bo mogoče podkupiti, ali pa ki ji sami ne morejo več ubežati in jo morajo sprejeti. Se pravi, gre za pozicijo, ki jo avtorji v bistvu lahko uničijo glih z razkritjem neke globine pravih emocij, dejanskega počutja, ki naj bi razložili, kako se je neki lik znašel na neki poziciji, zakaj je tak, kakršen je. Mogoče je dober primer take upodobitve Patrick Bateman iz Ameriškega psiha, ki je lik popolne površine, brez vsakršne tako imenovane globine ali pa emocije, ki bi nakazovala, zakaj je v resnici tak, kot je. In ta pozicija je vidna predvsem proti koncu pripovedi, ko recimo Patrick Bateman stori nekaj bizarnih umorov in se spove svojemu odvetniku, ga nihče ne vzame resno, in četudi film nakazuje, da so bili vsi njegovi umori lahko zgolj divja halucinacija dolgočasnega wallstreetovskega sociopata,
se ga zdi produktivneje brati kot resničnega morilca. Se pravi, film in knjiga dosledno vztrajata pri tem, da Bateman ne doživi razrešitve, da ne doživi sprostitve nakopičene tenzije, ne sprejme njegove, recimo temu, iskrene izpovedi, ne sprejme njegove osebne blaznosti in bolečine, ampak sprejme samo njegov imidž, iz poskusa pobega v globino k resničnemu sebi, ga vrne na mesto površine, kjer mora živeti s svojimi odločitvami, kjer ni prostora, ne, za neko resnično izpoved, globlje emocije ali priznanja, ampak zgolj za vzdržanje imidža. In glih s tem momentom na najboljši način prikaže neki pekel korporativnega sveta, kjer posameznik obstaja samo kot neki imidž, kjer ne more doživeti sprostitve z osebno izpovedjo, ampak kjer mora držati vse pod popolno vzdrževano površino. In prav s tem, ko vztraja pri površini, ko vztraja na zadržanju pozicije, s katero je začel, gresta tako film kot knjiga veliko dlje, kot če bi recimo kazala Batemanov razvoj, spoznanje druge strani ali pa kaj podobnega. Se pravi, najboljšo refleksijo njegove pozicije ponudita glih s tem, da mora sam svojo pozicijo vzdržati, da gledalec tudi spozna razsežnost dimenzije, ki jo mora Bateman vzdržati, da spozna pogoje, skozi katere mora ohraniti pač na neki način svojo kulskost, svojo pojavnost. In kljub temu, da je med gledalcem in likom vzpostavljena distanca, v bistvu glih v trenutku, ko ni odrešen z možnostjo izpovedi, ko je soočen s tem, da mora sam nositi posledice svojih dejanj, gledalcu postane na neki način dostopen. Se pravi, ravno v tem trenutku, in ne v trenutku, ne, neke odrešujoče spovedi, lahko gledalec začuti, kako zares grozljivo in mučno je biti Patrick Bateman. Tako da to se mi zdi, mogoče, meni osebno, no, neke vrste orientir za veliko antijunakov ali pa nekih, recimo temu, badass likov. Se pravi, da gre skratka za pozicijo, ki so jo načeloma obvezani liki, do katerih ima ali bralec ali gledalec zaradi njihovih stališč, dejanj ali česarkoli drugega neki identifikacijski zadržek oziroma vzpostavljeno distanco, čeprav je treba poudariti, da gre po drugi strani za like, ki generirajo neko gravitacijsko polje užitka in kulskosti glih zaradi tega, ker niso korektni, ker niso žrtve, ker njihova poza izkazuje določen užitek. In načeloma bi rekel, da so tukaj veliko bolj zgodbe, da so veliko bolj kot zgodbe o spreobrnenju, ki dostikrat skrivajo neki lažni sentimentalni humanizem, učinkovite zgodbe o doslednem vztrajanju na poziciji istega, pri čemer se razkrijejo tudi pogoji te pozicije. In ravno prek pogojev te pozicije lahko bralec oziroma gledalec doseže trenutek empatije, recimo temu zlom, ker je soočen z njegovimi širšimi pogoji, ker odgovornost ni samo subjektivna, kjer je subjekt oziroma lik umeščen v širše pogoje in kjer, in to je ključno, nase prevzame odgovornost in posledice, ki so na neki način večji od njega. Njegova odgovornost je predvsem odločitev na pristanek na te pogoje, seveda, in prav zato je nujno vztrajanje pri tej odgovornosti do lastne odločitve, zato je nujno, da se izpelje vztrajanje na tej poziciji do konca, se pravi pač, da so na neki način lahko tudi, da okoliščine, no, pripovedi lik prisilijo v to, ker je s tem pokazano dvoje. Da so pogoji zla širši, ampak da je temeljna odgovornost posameznika njegovo pristajanje na te pogoje. Šele v tem trenutku, ko posameznik oziroma lik prevzame nase svojo pozicijo, svoje zlo, lahko zares upoštevamo širše pogoje, ki so vplivali na njegovo zlo. In šele ko prevzame nase odgovornost za svojo željo, lahko začnemo razumeti širše pogoje geneze te želje, ki ni samo problem določenega posameznika, na katerega lahko zvalimo krivdo, ampak se pokaže tudi kot neki družbeni simptom. Če pa nasprotno dobimo pripoved bodisi o preobrazbi, bodisi o neki globini z likovca, se ta dimenzija izgubi.
ker preobrazba nam še naprej omogoča, da se ne znajdemo zares v poziciji drugega, da ostanemo v naši lastni poziciji, s katere zlo lahko zgolj obsojamo. Razkritje tako imenovane globine pa lahko prav tako deluje kot neka manipulacija, s katero se zlikovec odreši odgovornosti za svoja dejanja in jih prestavi nekam drugam. In tudi v tem primeru ne moremo reči, da se je zgodil stik z drugim, ker naša empatija v bistvu bolj velja neki nedolžni žrtvi okoliščin, s katero se je najlažje identificirati, ne pa posamezniku, ki je prevzel nase svoje zlo. Stik z drugim lahko torej bralec in gledalec doživi v trenutku, ko doživi empatijo, razumevanje okoliščin in pogojev zlega posameznika, ki je svoje lastno zlo vzel nase. Tako bralec sicer lahko obsoja, ampak ne more obsojati brez tega, da je soočen s pogoji, ki jih mora lik sprejeti nase, če želi, če živi, no, to svojo pozicijo. Zdaj, če zaključim, se v bistvu prek tega razmisleka kot eden temeljnih kriterijev, ki so se izkristalizirali, kaže predvsem soočenje z drugim oziroma z drugostjo, ki ga doživi bodisi lik bodisi bralec, in prav v tem soočanju, pri tem preseganju lastnih koordinat, bodisi na način prebijanja okvira lastne naracije, bodisi na način doslednega vztrajanja pri njej, se tako skriva eden najpomembnejših faktorjev, vsaj zame osebno, dobrih filmov in literature.